Podnebne spremembe so eden največjih izzivov sodobnega sveta. Povzročajo jih toplogredni plini, posledice pa so pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi, suše, poplave in neurja. Slovenija leži na geografskem območju, ki se segreva veliko hitreje od svetovnega povprečja. Samo v zadnjih 60 letih je povprečna temperatura v Sloveniji zrasla za več kot 2,5 stopinji. In predvsem v zadnjih 30 letih smo priča številnim drugim spremembam podnebja, ki povzročajo znatno škodo. Tako spada Slovenija med evropske države z največjo ekonomsko škodo na prebivalca zaradi posledic podnebnih sprememb. Projekcije kažejo, da se bodo te spremembe v prihodnosti samo še stopnjevale. Torej je prilagajanje na podnebne spremembe nujno in to v vseh sektorjih. Ko govorimo o podnebnih spremembah, sta ključna dva pristopa: blaženje in prilagajanje. Blaženje pomeni zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Prilagajanje pa pomeni odzivanje na spremembe, ki so že tukaj, in pripravo na predvidene spremembe v prihodnosti. Tako posamezniki kot skupnosti se morajo prilagajati na vseh področjih že danes. Slovenija se je s podpisom Pariškega sporazuma in sprejetjem podnebnega zakona zavezala, da bo z učinkovitimi politikami blaženja in prilagajanja zmanjšala škodljive posledice podnebnih sprememb in zagotovila trajnostni razvoj države. Naraščanje temperature pogosto prikazujemo s podnebnimi črtami. Barva črte ponazarja povprečno temperaturo posameznega leta v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. Modre črte označujejo hladnejša leta, rdeče črte označujejo toplejša leta. V Sloveniji v zadnjih desetletjih beležimo najvišje temperature v zgodovini meritev. Arso pripravlja podnebne projekcije, ki kažejo različne scenarije razvoja zemljinega podnebja v prihodnosti. Kakšna bo ta prihodnost, pa je odvisno od naših odločitev danes. Samo en planet, sonce nam življenje gre.